Dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Aktualno. Danes na fotelju v moji družbi sedi 27-letni nekdanji član Velenjskega rudarja in Aluminija, v zadnjih letih pa je nastopal v Rusiji. Na koncu pa ga je pot popeljala v Prekmurje, v samo središče murskosoboške zelenice, v Fazanerijo. V naši družbi je torej, kot bi rekli v športnem žargonu, črno-bejli Žiga Škoflek. Ker se poznava, se bova tikala, zato Žiga, dobrodošel v našem studiu. Zdravo, Tamara. Kako se počutiš? V redu. V redu? Sproščeno, ja. Športniki so vedno dobre volje, ne? Nekaj takega. Povej mi, kako bi sam opisal svojo karierno pot od samega začetka pa do zdaj? Kdaj si dejansko začel, pri katerih letih? Nogomet sem začel igrati že pri 5 letih. Zato me je navdušil oče, ki je predvsem igral mali nogomet. Mene je predvsem bolj zanimal ta veliki in začel sem v Šampionove Celju, potem pa me je pot zanesla še v Aluminij, Rudar, Rusijo in sedaj tle v Muro. In bil si tudi na Poljskem? Še na Poljskem, tako po Aluminiju sem prestopil v Poljsko, Stal Mielec je bil klub. Pri katerih letih si odšel v tujino? To je bilo pri 19 letih. Sem šel prvič v tujino, ja. Kot sva omenila, si nastopal tudi v Rusiji. Kako je bilo nositi dres, na katerem je zadaj pisal tvoj priimek, bil zapisan v cirilici? Moram reči, da je to zelo zanimiva izkušnja. Predvsem na začetku je težko, ker ne znaš ni cirilice, ni njihovega jezika normalno. Potem pa s časoma, ko se to naučiš, je res super. Dobro življenje. Torej si se naučil cirilice? Ja, sem vse, ja. Znaš brati tekoče? Ja. Dobro, tekoče je malo počasneje, ampak gre, ja. Tudi ruščino, kaj? Ja, to pa že vse obvladam. Kako bi primerjal igranje nogometa, sam nogomet v tujini in pa na domačem terenu? Pa jaz lahko izpostavim predvsem Rusijo, Moram reči, da tam so res dobri stadioni, dobri navijači. To je vse predvsem na višjem nivoju, kot pri nas, Res je, da je tudi veliko več denarja vloženega v to, ampak res zanimiva izkušnja, Kakšno pa je vzdušje v ekipi tam? V Rusiji? Ja. Kakšni so Rusi kot igralci, kot karakterno? Ja, karakterno so malo bolj težki, Res težko se vklopiš v njihov ta življenjski stil. Predvsem na začetku, ko ne znaš njihovega jezika, te težko sprejmejo za svojega, ker oni pa ne znajo angleščine, ni nobenega drugega jezika. In to je bila malo težka komunikacija, zato sem tudi imel svojega tega prevajalca, da smo se na ta način sporazumeli, potem pa, ko sem se naučil, so me pa sprejeli med sebe. Imaš od tam za naše gledalce povedati kakšno zanimivo anekdoto, kaj ti je ostalo najbolj v spominu? Teh zanimivih anekdot je kar nekaj. Kar veliko, si predstavljam. Ne morem vse to povedati, Izmenjeno. Na to si se pa vselej odločil podpisati pogodbo z Muro. Športni direktor Mure, Denis Rajbar, je zate dejal, in citiram: Žiga je zelo vsestranski igralec, ki lahko igra na večjih različnih igralnih položajih. Naše poti z Žigo bi se lahko križale že pred leti, vesel pa sem, da smo ga naposled uspeli zvabiti v Fazanerijo. S čim so te očarali? So ti ponudili kos prekmurske gibanice in si rekel, to je to, tu bom igral? Ne, ni bilo ravno tako. Prepričali so me predvsem s svojim projektom, s tem, da je bila Mura res blizu Evrope. To je pač nekaj, kar sem si vedno želel igrati v Evropi. Na koncu nam je uspelo se celo uvrstiti v ta skupinski del in res ne obžalujem te odločitve. Kako pa se počutiš, ko slišiš take besede športnega direktorja? Pa to je vedno lepo slišati, kdorkoli to reče, da te nekdo, da te nekdo tako, kako bi rekel, izgubil sem besedo, Da te pa vzdigne, ti da motivacijo za naprej. Tako, da imaš neko motivacijo za naprej, tako, ja. Si pričakan v lepi dobrodošlici, ne? Ja, nekaj takega. Ravno včeraj pa ste dosegli še eno pomembno zmago na domačih tleh, premagali ste Domžale. Naslednjič se boste na zelenici pomerili z Olimpijo. Kakšno je trenutno vzdušje v ekipi? Pa glede na vse te rezultate je vzdušje res super na treningih, v slačilnici se res razumemo in zaradi tega so tako dobri rezultati, bom rekel. Sedaj moramo premagati še Olimpijo, da si zagotovimo Evropo, čeprav z enim očesom bomo spremljali tudi tekmo v sredo, Koper, Bravo, finale pokala. Če Koper prvak, smo tudi mi že v Evropi, Bo potem še malo bolj sproščeno mogoče. Definitivno, ja.
Povej mi, zanima me, kako pa ponavadi nogometaši proslavite zmago? Kaj storite takoj po tekmi? Greste jest, da zdravite, greste spat, analizirate tekmo, kaj naredite? To zanima mene osebno, kot tudi gledalce. Ja, ne, to je izgleda tako, da se najprej poveselimo, da se žigamo, tako se pač reče zige zage. To je naš Tomi Horvat zelo dober v tem. Potem pa dobimo Kaj pico. to pomeni zige zage? Ja, Razloži malo. Pa to je, kdo je v tem bo vedel, da se tako poveseli vsaka ekipa po tekmi. To je pač neka navada že v nogometu v bistvu. Potem pa dobimo pico, se še malo pogovorimo, mogoče še kdaj na kakšno pijačo, potem pa Da domov. napolnite svojo energijo Tako. za naprej, ne? Tako. Povej mi, kako pa običajno poteka tvoj dan? Ko ostaneš od jutra do večera? Ja, pa moj dan ni nič posebnega, v bistvu je vsak dan isti. Ob 8 zjutraj se zbudim, pojem zajtrk, grem na trening, zbor imam 1 uro prej, tako da se kar nabere tega časa na stadionu. Po treningu grem na kosilo, odspim kako urico doma, to je pač ta power nap. Popoldne kavica, zvečer pa pred televizijo na kavču gledam, Sprostite. ja, tako in okoli 11, pol 12 spat. Kako pogosto imaš treninge? Treningi so, rečemo, v povprečju 6-krat na teden, plus tekma seveda. To je kar naporno, ne? Ja, je kar, ja. Ampak sej človek se navadi, telo se navadi in če imaš to rad, boš z veseljem delal. Kako pa je prehrana pomembna za takšnega športnika? Prehrana je še bolj pomembna kot počitek v bistvu. Res moraš paziti. Zato nas tudi vagajo enkrat na teden, da pač se res držimo reda. Ker to nam pol pripomore tudi k boljšim igram seveda in ja, to je zelo pomembno. Vemo, da je za profesionalnega nogometaša zelo pomembna fizična pripravljenost, ki jo seveda ohranjate tudi s treningi, ne? Kako pomembna pa je psihična pripravljenost? To, da odkorakaš na zelenico pred večglavo množico, vsi te gledajo, ti se zavedaš, da je vsaka tvoja poteza lahko usodna, kot za potek tekme, kot tudi za nadaljnjo uvrstitev v vaše ekipe. Jaz mislim, da je to velik stres. Kako ti to doživljaš? Ja, na začetku moram reči, da je še nekako to stresno, vendar z leti ti pridobiš te izkušnje, veš, kaj ti paše pred tekmo, kako se pripraviti na samo tekmo in te potem to že ne moti, greš, veš, kakšne so tvoje zadeve, kaj moraš početi na igrišču in te to ne zmoti več. Kaj pa bi izpostavil pluse in kot minuse nogometaša tvoje pozicije? Zdaj jaz sebe gledam kot wingerja, to je pač krilni napadalec. Ne vem, plusi moje pozicije so to, da si stalno nevaren za gol, da pač lahko zabijaš gole, da asistiraš igralcem tako. Minusi pa so ta, da moraš tudi veliko v obrambi laufati, če po domače povem tako, da to v bistvu. Kaj pa drugače? Seveda si izpostavljen tudi v medijih, letijo razni komentarji. Seveda vidimo navijače, zavzete navijače, ki velikokrat tudi brez dlake na jeziku izrazijo svoje mnenje. Nenazadnje, če gledamo komentarje, ki se po tekmah kot plaz vsujejo na vseh socialnih omrežjih. Zdaj, če gre za zmago, ni panike. Rad prebereš kak kompliment, verjetno, ne? Ja, večji problem so porazi. Ja, kaj narediš v primeru poraza? Bereš te komentarje, izklopiš telefon, da si zbistriš misli? Ne, jaz teh komentarjev ne berem. To so pač neke, kako bi rekel, mnenja navijačev. Vsak ima pravico do izražanja, ampak mene to ne zanima v bistvu. Jaz se osredotočam na igrišče. Seveda imaš dobre tekme, imaš slabe tekme, ampak ti komentarji te ne smejo, kako bi rekel, potreti. Zato tudi včasih bolje, da jih mogoče ne bereš in da nisi seznanjen s tem. Seveda, če ne veš, ne boli. Ja, nekaj takega. Kako pomembna pa je podpora navijačev na tekmi? To pa je zelo pomembno, ja. Sploh tle v Prekmurju to mi zelo všeč, ker na tekmo pride vedno veliko gledalcev. Tudi na tujih gostovanjih? Ja, tudi na tuje prihajajo in zato bi jih res pohvalil. Še posebej pa doma, tu se zbere 2, 3, 4 tisoč gledalcev vedno in to nam da neko dodatno podporo, dodatno motivacijo in zato tudi dobri rezultati.
Seveda pa ne morem mimo vprašanja, kakšno je stanje z oboževalkami. Seveda nogometaši ste vedno pri puncah bili priljubljeni. Imate kakšne probleme ali je to prednost? Lahko izbiraš? Ne vem, ali je to prednost ali slabost, kakor za koga, ne. Pač meni to tudi godi, ja, recimo, ampak ni pa zdaj to nekaj strašnega. Ali pa ko greš po Murski Soboti, ne nazadnje te kdo ustavi, se želi fotografirati s tabo. Ja, to je. To spada k našemu poslu in to moraš, mislim, jaz to obožujem, da te nekdo prepozna na ulici, da se slika s tabo, da te ogovori. Da te pohvali predvsem. Tako, tudi to, ja. Ti pove, da te spremlja in podpira. To je nekaj, kar ti da zagon za naprej in pač, se sem rekel, tudi ta del v našem športu imam zelo rad. Ti si sicer rojen v Vojniku, Savinjčan. Kako se Savinjčan počuti v Prekmurju? Pa moram reči, da na začetku je bilo malo smešno. Ta vaša govorica, nisem skoraj nič razumel. Kako ste se pogovarjali na začetku? To me zanima. Ja. Kako je potekala komunikacija? Prekmurčani. Ne, tako da spet ni bilo. Drugače pa Prekmurčani se med sabo, veš, da gučijo, ne. Govorimo še predvsem zelo hitro. Ja, to ja, in je bilo res težko razumeti, tako da z mano so se mogli pogovarjati bolj pravilno slovensko, bom rekel, no. Da mi je bilo pa lažje razumeti. Sem pa zdaj s časom, ko sem že tukaj skoraj 1 leto, je pa pol to seveda že, mislim, jaz ne govorim vašega jezika tega, ampak vašega narečja, no. Pa so te že kaj naučili Ja, prekmurščine? to pa so me že nekaj, ja. Bi znal kaj povedati za naše gledalce? Ja, kaj pa bi povedal? Jaz znam bolj besede, ne znam Ja, tako, da bi... povej kakšno besedo. Ja, to poznam kakšne telige, Teliga, dobro so te začeli učiti. Viš, kakšne stvari. Ja. Drugače prekmurščina je priznana kot jezik. Ja, res? Pa se pa nisem zmotil, vidiš. Ja. Torej, če se naučiš prekmurščine, lahko poveš, da znaš en jezik več. Pa se moram naučiti. Ja, no, evo, super. Kako dolgo si v Murski Soboti za zdaj? Zdaj, mislim, če bi avgusta bo 1 leto. Tako da, živiš tu, ne? Ja, živim tu. Za vikende odhajaš domov? Ja, po tekmi ponavadi, če imamo dan prosto ali 2, se odpravim v Celje. Malo še obiščem prijatelje, svojo družino. Čeprav me tudi družina na vsakem koraku spremlja, pride gledati skoraj vsako tekmo. Super. Ja. To se mi zdi zelo pomembno, ne? Ja, tudi to je. Podpora družine je res pomembna. In hvala Bogu res, da imam takšno družino. Pogrešaš dom, družino, prijatelje tam? Pa niti ne, v bistvu sem se navadil tega že, da sam potujem po svetu. Smo stalno v kontaktih, zdaj v SMS-i, telefon, mislim, tako da ni takega problema. Ja. Kako pa ti preživljaš svoj prosti čas? S čim se drugače ukvarjaš še poleg nogometa? Pa rad igram tudi tenis. A res? Ja, to me ful veseli. Šport? Ja, šport predvsem, ja. Košarka, ne vem, bowling, take stvari, no. Tako da sem vedno v teh športnih vodah. Greš tudi na kakšno veselico, zaplešeš, zapoješ rad? Pa ko imamo prost dan ali pa tako, ko je konec sezone, seveda se tudi kdaj poveselimo. Ampak seveda nimaš ogromno časa. Nimam pa tako veliko časa za prostega, to. ne? Tako, ja, tako. Povej mi, kje pa se vidiš čez nekaj let? Moram reči, da me zanimajo te menedžerske vode v bistvu, vseeno v nogometu. Moram še zaključiti ta faks, no, ker zdaj vmes ni bilo časa. Kaj študiraš? Management sem študiral, pa pol se je zgodil ta prestop v Rusijo in sem mogel vse skupaj pustiti oziroma dati malo na stran in bom zdaj bom nadaljeval v bistvu, da imam nek plan B po karieri še. To je to. Torej, kako dolgo si zdaj ti v nogometu? Dejansko koliko let? V bistvu že 22 let, 23 počasi. Star pa si 27. Tako. Kaj bi izpostavil kot do sedaj neki vrhunec kariere? Ja, moj vrhunec je definitivno prestop v Rusijo, v to prvo rusko ligo. Tako da to zaenkrat, no. Imam pa še druge cilje. Seveda bi se rad spet preizkusil v tujini, ampak zaenkrat sem zadovoljen pri Muri. Seveda imamo tudi vsi neke šibke točke, mislim, nizke točke v karieri, ne? Ko pademo dol, se kaj zgodi. Imaš tudi ti kaj takšnega se je zgodilo pri tebi? Pa v bistvu ja, ko sem prestopil iz Aluminija v Stal Mielec na Poljsko, je bilo prve pol leta res vse super. Potem pa se je tam zgodilo nekaj, kako bi rekel, nenogometnega. V bistvu so šli sponzorji in vse. Klestil se je proračun in na to so mene dali v drugo ekipo. Tako da to je bil nek
tista najnižja točka moje kariere, da sem moral trenirati z drugo ekipo, ker me pač niso več videli v prvi. V bistvu pa bil problem bolj ekonomski kot pa nogometni. No. Pa se drugače vidiš tudi nadaljnje v tujini? Te zanima tujina? Ja. Rad bi šel še bi se preizkusil. Še zmeraj nisem tak star, da ne bi mogel iti še na višji nivo. No. Seveda, vedno moramo iskati višje točke, da napredujemo, da izboljšamo sebe, ne? Tako. Torej v Prekmurju si rekel, da se počutiš dobro. Ja, super zaenkrat. Kaj ti je všeč v Prekmurju? Pa preprosti ljudje, bom rekel, pač predvsem to, iz nogometnega vidika pa to, da na tekmo pride res veliko navijačev in da nas podpirajo. To je nekaj, kar mi je najbolj tak. Mi bo vedno ostalo v spominu, no, bom tako rekel. Seveda. Žiga, hvala, da si prišel v moj studio na pogovor. Hvala tebi. Upam, da še kdaj. Če bom dobil povabilo, se bom z veseljem odzval. Definitivno želim ti obilo športnih uspehov, kot tudi osebnih, še naprej. Hvala. In uživaj v Prekmurju. Hvala, enako. Dragi gledalci, upam, da ste uživali v naši današnji oddaji Aktualno. Mi pa se vidimo spet prihodnjič. Bodite dobro.